Vprašanje je bilo. Andrej, prosim. Ja, lep pozdrav. Jaz bom komentiral seveda enoletno delo vlade, predvsem z finančnega področja in seveda tudi danes je to moj odziv na včerajšnjo tiskovno konferenco ministra Mramorja. Zdaj, jaz sem seveda vesel, da imamo pozitivno rast bruto družbenega proizvoda, da se zmanjšuje nezaposlenost, vendar, če vse te podatke pogledamo in pogledamo razloge, zakaj se je to zgodilo, potem lahko rečem ob teh zadnjih informacijah, predvsem strani Ministrstva za finance in tudi predsednika vlade, da se je dejansko zgodil čudež. Čudež zaradi tega, ker ta vlada ni sprejela nobenih ukrepov, nobenih sistemskih rešitev, nobenih ukrepov, ki bi povečali konkurenčnost slovenskega gospodarstva in gospodarsko rast. Kaj se pravzaprav dogaja? Po naši oceni je dejansko začel delovati ZUJF. In s tem ZUJF-om se ta vlada navsezadnje tudi strinja. Kljub vsej kritiki, ki so ga imeli v preteklosti in ki ga je ZUJF dejansko doživel. Navsezadnje bodo se ZUJF-om nadaljevali, čeprav je bil ZUJF mišljen kot začasen ukrep. Pojavljajo se učinki pokojninske reforme. Pokojninske reforme iz časa Janševe vlade. Delovnopravna zakonodaja ravno tako začela učinkovati. Deluje Družba za upravljanje terjatev bank. Minister Mramor je bil največji nasprotnik te družbe, ko se je ta družba dejansko ustanavljala. Lahko si pogledate nekatere zapise v slovenskih tednikih. Prav tako je začela delovati Slovenski državni holding. In navsezadnje vse to so razlogi tudi za to, da je nastala ta gospodarska rast. Ki pa je lahko, ki jo opozarjam, zelo kratkotrajna, predvsem zaradi tega, ker ni nobenih sistemskih ukrepov, ki bi jih sprejela ta vlada, ki bi zagotavljali večjo konkurenčnost. Če več, navsezadnje je eden izmed glavnih ukrepov te vlade večja administrativnost, večja birokratska zahtevnost. Skratka, ukrepi, ki hromijo gospodarstvo. In seveda, če to pogledamo, potem vidimo, da je tudi vlada prišla s temeljnim ukrepom, to je uveljavitev davčnih blagajn. Napaka, zmota in dejansko so davčne blagajne že same po sebi, dolgoročno pa ne prinaša slovenskemu gospodarstvu nič dobrega. In nenazadnje, bruto družbeni proizvod je danes za 6 odstotnih točk nižji, kot je bil v času začetka te krize. Tako da dejansko ni razloga za odpiranje šampanjcev, ni razloga za to, da bi danes karkoli slavili, še predvsem zaradi tega, ker vlada na številnih področjih nima koncepta, ki bi zagotavljal konkurenčnost. In nenazadnje, če pogledamo naše partnerje v Evropski uniji, lahko ugotovimo, da nas države tukaj prehitevajo, zato je seveda to vse relativno, kaj dejansko to pomeni. Še več, če pogledamo razloge za rast bruto družbenega proizvoda, potem vidimo, da je rast predvsem odsev večje domače porabe, kar je na neki strani seveda dobro, in večjega izvoza. Ne pa tudi večjih investicij, predvsem tukaj mislim v gradbene objekte, infrastrukturne objekte, skratka večja dodana vrednost, tisto, kar bi dejansko lahko Slovenijo dvignilo med države, ki bi lahko rekli, da so dokončno iz krize. In seveda izvoz je ranljiv, tveganja so velika, predvsem, če pogledamo na eni strani svetovno krizo, tukaj mislim predvsem tisto, kar se dogaja v Aziji, še posebno na Kitajskem, kar ima vpliv seveda lahko tudi na nemško industrijo, predvsem avtomobilsko industrijo in seveda posledično to tudi na Slovenijo oziroma slovensko rast bruto družbenega proizvoda. Še več, tukaj, če gledamo seveda bilanco javnega sektorja, moramo upoštevati, da prihajajo računi
za napake iz preteklosti, približno 450 milijonov za varčevalce Nove Ljubljanske banke. To je 1,5% bruto družbenega proizvoda, bo treba dejansko plačati. Javni dolg se ne zmanjšuje. Prav tako se ne zmanjšuje administrativna in birokratska zahtevnost poslovanja doma in seveda zaradi tega, bom rekel, gospodarstvo ni bolj konkurenčno. In ko govorimo o javnem sektorju in ko se sprašujemo o tem, ali povečati plače v javnem sektorju, za koliko dvigniti pokojnine in tako naprej, je treba povedati, da ta vlada ni ničesar naredila na, če želite, izboljšanju storitev javnega sektorja. Ne bom rekel reformi javnega sektorja, kajti to bi bil verjetno prevelik zalogaj, preveč za to vlado, vendar samo z ukrepi, ki bi izboljšali storitve javnega sektorja. Tudi tisto, kar minister napoveduje, ne kaže nekega optimizma, še posebej, če se olajšave, ki jih namerava ukiniti v okviru davkov od dohodka pravnih oseb, nanašajo na investicijske olajšave. Potem jaz mislim, da to je dejansko strel v koleno, to bo prineslo manjše investiranje in seveda tudi to, da se bodo selila podjetja v ugodnejša davčna in poslovna okolja. Tudi napoved davka na nepremičnine. Ob tem, da strokovno skupino, ki je seveda omenjena, vodi ista oseba, ki je, bom rekel, bila tudi glavni promotor prejšnjega propadlega davka na nepremičnine, ne kaže upanja, še posebej zato, ker je že napovedano tako množično vrednotenje nepremičnin. Vemo pa, da je to množično vrednotenje nepremičnin se pokazalo kot en sam fiasko, kot nerealno, skratka kot tudi ta zabloda. Morda bo zdaj kako drugače, vendar jaz mislim, da tukaj so tveganja izredno velika. Vsekakor to seveda pomeni, da sem vesel, da imamo gospodarsko rast in da se nezaposlenost zmanjšuje, to pa ne pomeni seveda, da je ta gospodarska rast zagotovljena tudi za prihodnje in da smo dejansko že iz krize, še posebej tudi zaradi tega, ker se pa ni nič tudi naredilo na strani bančnega sektorja, boljšega upravljanja bančnega sektorja in seveda tudi drugačne vloge samega finančnega sektorja v državi. Hvala.